Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljamo ponovno iz studia televizije Exodus. V letošnjem letu obhajamo številne jubileje. Zlasti odmeva 100-letnica Prve svetovne vojne. Za krajevno cerkev v Mariboru pa je gotovo ena najpomembnejših letošnjih obletnic železnomašni jubilej, se pravi 70 let duhovništva, dolgoletnega mariborskega pomožnega škofa in stolnega prošta, doktorja Jožefa Smeja. Danes imamo posebno čast, da ga lahko pozdravimo v našem studiu. Gospod škof, zelo smo veseli, da ste se nam pridružili in da bomo lahko v tem pogovoru z vami prelistali nekaj strani iz knjige vašega bogatega življenja. Kot rečeno, je vsaj zunanji povod za pogovor z vami, ki bi seveda lahko potekal o številnih temah, 70-letnica duhovništva. V duhovnika ste bili posvečeni v nekoliko nenavadnih razmerah. Zato ste tudi eden redkih duhovnikov v Sloveniji, ki je bil posvečen v adventu, in sicer 8. decembra leta 1944 na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Lahko za začetek tega pogovora orišete, zakaj je prišlo do tega mašniškega posvečenja tako rekoč po zimi in kakšne so bile okoliščine vašega mašniškega posvečenja. Torej leta 1941 na cvetno nedeljo so Nemci vdrli v Slovenijo, Jugoslavijo, tudi v Maribor. 1. aprila, to je bilo na cvetni nedeljo, 1. aprila nam je pa takratni rektor, doktor Osterc, semenišča, ravnatelj semenišča bogoslovnega povedal, vojna bo, 1. aprila nam je povedal, vojna bo, vsak bogoslovec naj gre na svoj dom, ker jaz več ne bom odgovarjal za vas. Poglejte, 1. aprila, navadno takrat pravijo, da ni tisto, kar pove, da je laž. On je pa resnico govoril. 6. aprila so obdrli potem Nemci v Maribor 41. leta. Prekmurje so takrat zasedli Nemci. Čez nekaj tednov pa so predali Prekmurje Madžarom, Nemci. Sredski načelnik, kot smo kratko krajni glavar, doktor Bratina, je predal mesto. Kaj bo proti armadi nemških tankov, kdo se bo boril? In to so mu zamerili, da je predal, saj ni imel orožja. In so ga potem internirali v Sombatel. Smo se večkrat srečali tam na sprehodu z dr. Bratinom, okrajnim glavarjem Murski Soboti, poleti. No, potem pa je prišel na sam dan apostola Barnaba, to je junija 12. sem bil posvečen v diakona. Diakonat je že sakrament. Vse redove, od tonzure naprej, nižje redove, to so recimo lektorat, ekzorcitat, akolitat, nižji redovi, potem prvi višji red, subdiakonat, potem diakonat, presbiterat, vse to sem sprejel v Sombatelu. Torej posvečeni diakoni smo že bili junija, potem pa so Rusi že prodirali proti Sombatelu. Se že slišalo tam Blatnega jezera, že slišalo, tanki so se slišali in tako naprej. Pa nam je škof, takrat sombateljski, Šandor Kovač, rekel, dragi diakoni, če hočete, jaz vas posvetim čez 3 dni za duhovnike. Diakoni ste že.
kaj bomo drugo. Smo imeli 3 dovne vaje in prišel je tisti, kot se rekli, 8. december, praznik brez Madešne, ko smo bili posvečeni ne v stolnici, ampak v škofijski kapeli. Domačim sem sporočil, očetu, materi, da bom posvečen. In sicer po telefonu sem sporočil dr. Francu Bajlecu, pravniku, sorodniku mojemu. Njegova mati je bila Ana Smej, sestrična mojega očeta, da je s kolesem šel njegov sin povedati Bogojinu, da bo posvečenje. Starša sta sedla na vlak v Murski Soboti zjutraj, vmes bombardiranje so morali postati in šele zvečer, mašiško posvečenje bilo dopoldne, šele zvečer sta prišla v bogoslovno semenišče. Mati je bila še zmeraj na tešč. Oče ni vzdržal, da je lahko prejela upajilo. Takrat po tistem zakonu od polnoči naprej si moral biti na teč za upajilo, vse do večera. No, potem so tam ji predili sobo v bogoslovju, sta prenočila, da se lahko potem naslednje jutro, v soboto 9. decembra, da ste bila lahko pri moji prvi novi maši. Bila je pa nova maša prav v bogoslovni kapeli. Bilo nas je šestero nas je bilo posvečenih, 2 Madžara, pa 4 Slovenci. Slovenci so bili, če jih naštejem po abecedi, Eljaš, Pucko, Žemljič pa jaz. Eljaš, Pucko, Žemljič, jaz. Poglejte, od teh živim samo še da jaz. Lansko leto decembra je umrl Ivan Pucko, častni kanonik v domu svetega Lenarta, bil je moj bratranec, njegova mati je bila sestra mojega očeta. Tako od vseh, tudi 2 Madžara sta umrla, od vseh sem ostal sam. Poglejte, mašiško posvečenje potekalo je kot sem že povedal, v kapeli. To so bili takrat dogodki, ko nismo smeli iti domov. Smo kar ostali semeniški duhovniki. Poglejte, takrat ni bilo somaševanja. Smo somaševali vsak pri svojem oltarju. Jaz sem imel novo mašo v kapeli semeniški, ostali so pa bili po mestu, po raznih cerkvah, Žemljič, Pucko. Tako da sta starša bila pri moji prvi maši, torej v bogoslovnem semenišču. Žemljič je bil takrat navzoč, ker je imel malo pozneje par ur novo mašo v neki drugi cerkvi. On je bil Štefan Žemljič, umrl je v Buhredu kot župnik. On je bil naš organist v bogoslovju. Med mašo smo seveda prepevali madžarske pesmi in tudi pri moji novi maši madžarske pesmi. In on je pa v začetku igral samo melodijo, novomašnik bod pozdravljen. In predzadnji dan svojega življenja zemeljskega Štefan Žemljič z Buhreda je obiskal to bogoslovno semenišče. V tisti kapeli je bil še harmonij, on je sedel za harmonij in je igral. Umrl je pred kakimi 10 leti, menda že. Tako vidite, v teh, kot se rekli, v vojnih razmerah sem bil posvečen za mašnika. Rojen 1922, 44, zračunate, 22 leta mladenič. Pa
pa že duhovnik. Take razmere pač vojne. Škop je imel vse pravice od svetega očeta, da je lahko posvetil pred 24 leti duhovnika. A ste potem vseeno imeli primicijo tudi doma? Veste kaj? Domov nismo smeli iti, razen, ko so Rusi že prišli v Sombatel, je škop takrat sombateljski dal vsakemu provizorič nastavitev. Recimo mene je nastavil kot kaplana v Dokleševju, čeprav ni bilo potreba. Žemničo Bogojino, provizorično, da smo imeli dekret. Ne, in smo v tem dobro, da smo potem šli kar peš proti domu. Nemški vojaki so imeli takrat neke vrste, zdaj bi rekli, tovornih avtov, vojaki, in so me sprejeli vse do Monoštra, skoraj do meje Prekmurja. Oni so šli potem proti Nemčiji, pa so rekli, ali se ne bojite Rusov. Kaj bomo? S Puckom sva šla, dva z bratrancem. Po poti seveda so nas že ujeli Rusi, vojaki, ampak škop nam je rekel, poglejte, tako bodite v talar oblečeni. Rusi še zmeraj spoštujejo Batjuška. In res, vojaki, ko so videli, ne, da sva, a so rekli, Batjuška pravi, dobro, v redu, vse. Razen, potem sva prišla, prenočil sem v Slovenski Vesi, Slovensko Porabje, sva prenočila. Potem pa sva prišla že v Prekmurje, takrat pa so bili že partizani, ampak skriti, bali so se ruskih vojakov, skriti, tako da nas niso branili. Kje pa? Ruski vojak pijan, tak je bil pijan, da je iskal samo mlade žene pa dekleta. Tak, da je revolver mu je tak, pa je na moje prsi revolver, pasport, kje imaš pasport? Ja, za božjo voljo. Pa sem potem dobil indeks predavanj na bogoslovni fakulteti višji v Sombatelu. Pa je bilo tam mojo sliko, hrašo, v redu, dobro, ne, dobro. Pa me to rešilo. Ko je držal revolver, ne, nisem molil Kesanja, samo to sem imel pred očmi, kateri dan, da bom znal, da kdaj umrem, kateri dan. Kateri dan je? To je bilo pred Veliko nočjo, vidite, leta 45 pred Veliko nočjo. Tako vidite. To so pač take razmere, kot ste rekli, vojne razmere. No, omenili ste že, da rodili ste se leta 1922 in spadate med tiste številne duhovnike iz Prekmurja, ki so išli iz bogojinske fare, ki je poseben pečat vtisnil tudi župnik Ivan Baša, o katerem ste tudi pisali veliko. Kaj je bilo tako posebnega v tej fari, da je bila tako dolgo, pravzaprav pravi, rezervoar duhovnikov in s tem tudi posebnost v slovenskem merilu? Veste, pravzaprav to je skrivnost. Zakaj je Bog izbral v Prekmurju ravno malo bogojino, vas? Da je sorazmerno z drugimi župnijami imela največ poklicev, duhovnih poklicev, duhovnikov. Poglejte, Beltinci je bilo več, ampak če štejemo, da je beltinska župnija trikrat večja od Bogojine, je zmeraj Bogojina vodila. V zborniku Stopinje, prvi zbornik je všel
1972 sem tako rekoč ustanovitelj tega zbornika, pravzaprav skupaj s patrom Berdenom, Pavlom Berdenom jezuitom. On je bil Maribor takrat provincial. Mi pa sva ustanovila ta zbornik. Zakaj? V tistih razmerah, veste, Mohorjev koledar je malo pisal o recimo Prekmurju. Zato sva ta zbornik ustanovila in v tem zborniku sem jaz leta 2000 objavil članek z naslovom Duhovniki iz župnije Bogojina. Župnija Bogojina, Bas Bogojina, center, župnijska cerkev, potem Filovci, to so spadajo vasi k župniji Bogojina, torej Bogojina, Filovci, Strehovci, Ivanci in pa Bukovnica. Torej Bogojina pa 4 vasi spadajo zraven. In v tem članku Duhovniki župnije Bogojina v 300 letih. Prvi duhovnik se je rodil februarja 1699 doma iz Filovci. To je bil pater Gerard, njegovo ime pa je bilo Ivan Vites, doma iz Filovec, frančiškan. Potem drugi duhovnik, znan je bil njegov brat, tudi iz Filovec. Potem sledi Ivanci, potem sledi Bukovnica. Zanimivo, danes pa ravno nasprotno. Iz nobene vasi druge, ne z Filovec, ne z Strehovec, ne z Bukovec, ne z Ivanec, ampak samo z Bogojine so duhovniki. Zelo zanimivo, ravno nasprotno kot v zgodovini. Torej, leta 2000 nas je bilo, pred 14 leti, nas je bilo še torej duhovnikov, ki smo izhajali iz Bogojine, nas je bilo še takrat še 14 živečih. Danes, po 14 let, pa samo 8. Kaj bo spet čez 8 let, ne vemo. Torej, prvi dobnik z Bogojine, zadnji pa je pa Ošlaj, ki je sedaj župnik v Svetem Juriju ob Ščavnici. On je pa torej zadnji posvečen duhovnik pred leti. Tako vidite, zanimivo, zakaj ni več sedaj poklicev, se človek sprašuje. Torej, Boštjan Ošlaj zadnji duhovnik. Njegov rod izhaja iz Filovec, tudi moj rod, moja mati je rojena Ošlaj, Ana Smej rojena Ošlaj, tudi izhaja iz Filovec rod. Zakaj v Bogojini ni več duhovnikov? Sem napisal eno pesem, sem objavil tudi v Stopinjah, nekako takole se glasi. Bogojina, mar ne boš več rodila, duhovnikov rodila, ali je usahnila, utrpnila tvoja žila? Bogojina, ja, to je pojem, abstraktni pojem. Mi smo krivi, da ni več, tudi jaz, da dovolj ne molimo, da se dovolj ne pokorimo in tako dalje. Ali pa vera. Veste, ko sem bil star mogoče 10 let, 10 največ, ali 8 ali 9, se dobro spominjam, da je umrl v Bogojini Jožef Kuzma tik pred mašiškim posvečenjem, bogoslovec. Sušica, jetika, ga je pobrala bogoslovju. Pogreb je bil doma, tako se spominjam tega pogreba.
Jaz sem ga šel kropit, mlad duhovnik, koretelj beli, kropit sem ga šel. Ko je pa bila maša bogoslovci, so prišli naprek iz Maribora. Takrat sem slišal materin sklik od tega Jožefa Kuzma med mašo. Da bi ga vsaj enkrat videla pred oltarjem. Preden bi bil posvečen za diakona pa duhovnika, je umrl. Poglejte, ne bomo sodili, molijo še danes bogini za poklice, skupaj z župnikom. Mora biti ta molitev Bog milosti, on je deli. Mogoče to deli v Afriki drugim. To je skrbnost. Vera. Veste, v mojih mladih letih sem zvečer, se dobro spominjam, koliko sem bil star, 5, 7, 8 let. Zvečer sem šel po vasi, pa skozi okno sem slišal, kako so družine skupno molile. Zvečer. In slišal sem tole. Sedaj pa molimo za pokojnega župnika Ivana Bašo. Kdo danes po družinah še moli za duhovnike, pokojne? Pomislite, ne? Takšna sled je zapustil, takšno sled je zapustil ta Ivan Baša. Doma je bil z Beltinske župnije, dobesedno vas Ižakovci. Zgodaj mu je umrla mati. Tako da je on dobil drugo mater, oče se je poročil. Tako rekoč že kot dojenček dobil drugo mater. Tako da menda pravijo, da je komaj ob novi maši Ivan Baša spoznal, da ta mati ni njegova prava mati. Vendar je klical mati. Torej, ta je potem bil najprej župnik v Novi Gori. To je takrat je to spadala, tale Burgenland je spadal pod Madžarsko. Danes je to železno. Škofija, ja. Gradiščanska. Nova Gora je bila hrvaška župnija. Tam je on pridigal hrvaški. Potem pa je bila razpisana Bogojina, župnik Horvat je umrl, Jože Horvat, in on je zaprosil Bogojino. Imam njegovo prošnjo, ki jo je dal na škofijo Sombat, takole pravi. Vem, da je Bogojina bolj siromašna župnija, kakor Nova Gora. Ampak hrvaški jezik je le različen. Jezik teh belih Hrvatov različen. Zato bi rad šel le k svojim. In je dobil potem, Bogojini je dobil. To sem lepo opisal tudi v tem biografskem romanu Psalmi vaškega župnika. Skupaj z očetom pa materjo, torej drugo materjo, je prišel torej v Bogojino. Bil ravno petek, se dobro spominjam. Slišali so pa, da je oče od tega župnika zelo strog, da med mašo otroke, ki niso da jih malo. In so potem so pa šli občinska, od poslanstva občinsko, skupaj z županom. Župan je pa bil moj pradede, Štajerec po rodu. Imenovali so ga zmeraj stari Štajerec. Preselil se je s svojim očetom Sebastianom Bogojino. No in to je bil Martin Šumak. On je takrat soči naproti vozu, ki je peljal župnika pa njegove starše.
Pa je rekel, vi ne smete biti naš župnik. Saj je potem to obžaloval pozneje. Pravi pradedek je bil to. Moja babica od matere mama mi je pripovedovala, da je šla župnika in je potem lepo opravil spoved, vse maziljenje. Tako vidite, to hočem reči. Takšen bil prihod Ivana Baše. Da malo še povem, on je bil širitelj mohorskih knjig. In mu je en v Župljanu prinesel knjigo Večernice mohorske. To je bilo še seveda za ogrske. Recimo to je bilo leta 1910-12 pred prvo svetovno vojno. Mi je prej slovenski vrže pravi, pa jaz to ne razumem. Župnik pa je vzel, pa je v nedeljo, pravi, to mi je prinesel moj faran, da ne razumem. Pa je bral je, malo bolj na glas po prekmursko, ja pa mi to vse razumemo. Tako da mene malo boli, če kdo reče, da našo prekmurščino ne razume. Poglobi se malo v njo. Poglobi, pa boš videl, to pravi čisti staroslovenski jezik. Tako so Miklavž Kuzmič, pa tudi Štefan Kuzmič imenovali ta jezik. Naj samo na kratko povem, da je doktor Franc Rogač, bil je takrat kanonik, pozneje škof v Pečuhu, doma z Tišine, šel skupaj z kuharjem Janošem, on je bil v Gornjem Seniku župnik, sta šla pred drugo svetovno vojno, ne, v Sloveniji, Sveti Trojici, sta romala. V Slovenski Gorici. In je potem še malo naprej sta šla po Sloveniji, pa je potem rekel tole, če bom jaz tega otroka vprašal nekaj po prekmursko in če mi on odgovori nazaj, potem je res to isti jezik. In ga je nekaj vprašal, pa je odgovoril otrok nazaj, da je razmo. Ali razmiš, kako se zove ta ves, ta vas, ta ves. Pa je razumel, pa je rekel, to je recimo Podgorje ali nekaj takega. No, dobro. Dam besedo vam, da ne bom samo jaz govoril. Ja, torej, zdaj sva že nekaj povedala o Bogojini v času vaše mladosti, katere pa so bile potem naslednje postaje vašega šolanja in potem tudi delovanja znotraj cerkve na Slovenskem? Moja dva bratranca, po materini strani je bil to Martin Puhan, duhovnik, dober duhovnik, umrl. Po očetovi strani pa Ivan Pucko. Moja dva bratranca sta bila že v gimnaziji. Prvi letnik sta končala. In sem si tudi jaz želel biti dijak. 4 osnovne šole v Bogojini. Potem pa je moral biti sprejemni izpit. Pisatelj Lojze Kozar je padel na sprejemnem izpitu. Goričanec, goriški. Veste, sam Bog je, da sem, koliko sem bil star, zračunati 22. leta, to je let 30, 31, 9 let. komaj 10 let ali kaj. Pa sem dobil za nalogo analizo, stavčno analizo enega stavka. Stavčno analizo. Pa sem znal povedati, to je glagol, to je pridevnik, sem vse to znal dobro povedati, slovenščino sem obvladal dobro.
matematika. Mi je napisal profesor na tablo, naj to vse 4 operacije za božjo voljo. Operacija, matematična operacija, kakšne operacije to? Seštevanje, odštevanje, množenje pa deljenje. Prve 3 operacije sem znal seštevati, potem torej, množiti, seštevati, odštevati. Ja. Pri deljenju pa mi ni šlo. Nisem znal zračunati. Pa je zračunal profesor, Kocijan se imenoval, pa je izračunal takole s kredo in potem bele prste od krede, pa si je za mojim hrbtom ubrisal kredo in me je spregledal. 3 operacije pa sem znal. Kdo še danes mi ne bi dal deliti, če pa vse računalnik dale zdela. Ja, to ali pa s kalkulatorjem. Tako vidite, torej sem bil sprejet. Potem 8 let gimnazij v Murski Soboti. Potem sem začel niti en mesec medicine. V Ljubljano je prišel Ivan Puckov, bratranec, zaradi neke bolezni, neke operacije majhne. Pa sem potem z njim kar šel nazaj v Maribor. Sem postal bogoslovec. Bilo to na koncu meseca oktobra. Takrat je bil isto nedeljo praznik Kristova kralja. Sem takrat že bil oblečen talar v stolnici, sem pozval škofa Tomažiča, kako je slovesno maševal. No, tako sem prišel potem v mariborsko bogoslovje 1 leto. 18 nas je bilo v prvem letniku takrat. 18. Sedaj pa 12 v vseh mariborskih letnikih, komaj 12. Nas je bilo veliko in od prvega letnika so postali duhovniki Janežič, Eljaš, Ivko, pa jaz. 4. Poglejte, od teh živim samo še jaz. Pred 2 letoma umrl Janežič Stanko. Tako vidite, dosti nas je bilo, sem že povedal, 1. aprila nas je leta 1941 je bilo Osterc, ravnatelj bogoslovja, je rekel, pojdete domov. No, potem cvetna nedelja. Potem smo pošli mi, Prekmurci, bilo nas ene 15, smo šli v bogoslovje v Sombatel. In sicer smo morali najprej ves mesec september, ker oktobra so začele predavanja, smo morali imeti tako imenovani tečaj madžarskega jezika. Saj nismo znali madžarsko. Čeprav nas takrat v bogoslovju leta, ko sem prišel leta 40, veste, takrat so nam rekli štajerski sobratje, torej bogoslovci, Vogri, vi ste Vogri. Ja, kak Vogri, če ne ve mene besede madžarsko. Torej smo se tam naučili toliko madžarsko, da smo se lahko sporazumevali. Predmeti v visoki bogoslovni šoli v Sombatelu pa smo bili vsi v latinščini. To nas je reševalo, ker smo imeli latinščino v gimnaziji. Potem, no, vidite, sem postal duhovnik v Sombatelu. Potem sem bil najprej od generalnega vikarija Jeriča, on je bil generalni vikar sombatelskega škofa, postavljen za rektorja v Dobrovniku, sosednja župnija od Bogojine.
Pa to je mačarsko, dvojezična večino župnija, ja. mačarsko govoreča. In ker je župnik takrat odšel v notranjost Madžarske. Ja. Tam sem bil rektor, se spominjam, da so Rusi, to je bilo med vojno, so ravno zasedli župnišče, da nisem stanoval v župnišču, v sosednji hiši. Tam so imeli tudi pekarno, pekli kruh in seveda matične knjige, krstno, so začeli kuriti. Jaz sem pa tisto iztrgal in rok, rekel, to je sveta stvar, pustite to. Tako da malo, Rusi so. da sem ohranil te, vse pokurili vojaki. No in od časa do časa, kateri bil tudi v cerkev, se lepo po pravoslavno križal, tu še bili verni Rusi. Med oficirji, pa je bila tu ena oficirka Rusinja, ali je porodila med vojno, malega otročička je imela. Koliko je bil star, ne vem koliko mesecev, recimo 10 mesecev ali kaj. Pa mi je kazala voda, pa ga naj ga krstim. Ja, ja. Pa mi je žal, da ga nisem krstil, sem si mislil, saj ne bo vzgojen. Ja. Pa je bila, mogoče bi ga moral krstiti, ker je bila vojna, ne? Ja, ja. Ampak Bog mu daj, ne vem, kje je zdaj ta otrok, ali je še na svetu, ali ga ni. Veste, potem sem pa bil premeščen v Turnišče za kaplana, iz Turnišča pa v Mursko Soboto, ker je takrat je bil tam, torej župnika so zaprli že, kateheta tudi ni bilo, da je bil sam tam župnik, moj rojak, Jožef Gutman, upravitelj, sem prišel za kaplana. Dobil sem pa naročilo, da naj iz Turnišča vzamem samo najbolj potrebne stvari. Recimo, za prenočiti, pa brevir, najbolj, ker se bom vrnil nazaj v Turnišče, ko pride katehet Šošterec iz zapora, pa ni prišel in tako sem ostal v Murski Soboti kot neke vrste duhovni pomočnik, kaplan. Tako sem ostal pravzaprav vse, tam sem bil vse stopnje. Duhovni pomočnik, kaplan, župnijski upravitelj, župnik, dekan, potem Mariboru častni kanonik, Mariboru in tako dalje. Tako da je v Murski Soboti sem bil 29 let, 21 let dušno-pastirske službe, 8 let pa gimnazije v Murski Soboti. Tako mi je nekako preraslo to mesto, Murska Sobota k srcu. Sedaj je župnijska cerkev svetega Nikolaja je pred 7 leti postala stolnica. In potem ste iz Murske Sobote pa v Maribor nadaljevali. Ja, potem v Mariboru sem prišel za kanonika. Veste, naenkrat priti iz dušnega pastirstva v pisarni, pisarna. To je kakor, da bi vrgel čisto drugo področje. Nobenega stika z verniki, ne pogreba, ne krstov, ne pridige, ne maše, kar pisarna. Veste, tako da sem takrat samo maševal v stolnici, pri stanskem oltarju ni bilo somaševanja. Potem pa takoj pisarna. Da sem imel veliko domotožje po župnijah. Takrat je bilo do Klešev je ravno izpraznjeno, mala župnija. Pa sem škofu rekel, da bi jaz že kot kanonik, da bi rad šel nazaj
v Prekmurje za župnika. Pa mi je rekel škof Držečnik, zdaj smo že urbi et orbi razglasili, da sem jaz stolni kanonik. Pa sem mu danes hvaležen, rekel, naj potrpim. Sem se prelat v Hrastelu potožil, tudi on je rekel, bo že vse dobro. No in tako sem potem ostal v Mariboru. Po božji previdnosti je bilo to, da sem postal stolni prošt in potem, ko je nastopil službo škofa dr. Franc Kramberger, sem bil tam kot stolni prošt, pa mi je tak nekega popoldneva, poleti, me je vprašal, ker škof Grmič ni hotel biti pomožni škof, pa je mene vprašal, če bi jaz hotel biti. Sem za božjo voljo, jaz nisem tega vreden. No in tako je potem postal, da sem postal pomožni škof. 2 leti in pol so čakali. 2 leti in pol so čakali, da je škof Kramberger postal redni škof, ker je bil Grmič kapitularni vikar. To pomeni, da je on bil naš vikar, kanonikov, kapitla. Naš, ne? V imenu kapitla, ja. In 2 leti in pol je trajalo, da je postal Kramberger redni škof. Torej brez rednega škofa 2 leti in pol. Potem pa spet 2 leti in pol, da je neki smej postal pomožni škof. Takrat je deloval Čekini počasi, počasi. Njegovi nasledniki pa hitro. Če se zdaj sprašujejo naši verniki po celi Sloveniji, zakaj 1 leto že ni rednega nadškofa, škofa, ne v Ljubljani, pa ne v Mariboru. Kaj je to 1 leto proti 2 leti in pol? Cerkev počasi dela, ima vremena, ima čas. Veste, v enem oziru, zakaj tako dolgo ne pride do rednega škofa v Ljubljani pa v Mariboru, a za nadškofa, je tudi to. Tako si včasih, ko po noči ne morem spati, pa si kaj mislim. V pisma bralcev v družini je bilo večkrat v teh tedniku rečeno, mnogo bralcev, kakšen mora biti novi nadškof za božjo voljo, pastoralist, doktor, potem mora biti moralist, potem mora biti dušni pastir, potem mora razdajati svoje imetje, vse, torej za božjo voljo, kdo bi potem upal prevzeti? Kdo ima vse te lastnosti? Ne? Ja. Kako da angel, sam angel. Toliko so mu rekli, toliko je moral imeti lastnosti. Pravi svetnik biti. To je tudi en prebija. Kdo si potem upal prevzeti? Po mojem je tudi en razlog. Ja, to. Torej so krivi naši, kako bi rekli, naši dobri verniki po Sloveniji. Tudi malo. Oni v dobrem smislu to govorijo, ne? Ampak to, tako se misli. Ker vsakega, ko ga imenuje papež, vsakega nunci vpraša, če sprejme. Lahko tudi rekte, da ne. Kdo? No, vsak pomožni škof ima pa tudi svojo naslovno škofijo. Vaša je, se mi zdi, černiška škofija. To je pravzaprav menda neka starodavna škofija na ozemlju današnje Bolgarije, če se ne motim. Bolgariji, neki vzhodni Bolgariji, celo še to. Cernic, potem ima en vprašaj.
še to, da se sploh ne ve, kje je ta Cernic. Pa sem enkrat rekel, da bi enkrat rad šel obiskati to, Ja, svojo škofijo. to svojo naslovno škofijo. Če pa vprašajte, Ja. poglejte, medtem pa lazaristi pač imajo svoje v Rimu, ko je bil imenovan za pomožnega škofa Stres, doktor Anton Stres, so mu ponudili tudi neko škofijo v Afriki, ne vem kje. Pa je rekel, kaj če bi jaz bil naslovni škof ptujski? Ja, pravite, naredite zgodovinsko dejstvo. In so naredili in je potem, poglejte, on postal naslovni škof ptujski. Danes je naslovni škof Ptujske neki Slovak. Pa ne vem, če je kdaj obiskal Ptuj. Pa bi rad obiskal, ne? Ja, ampak vse ve, kje je. Ja. Ja, tudi hrvaški škofje imajo nekateri naslovne škofije antične Ja. na ozemlju Hrvaške. Recimo ta Nikola Eterović. Dobrica, Držeči, ki je bil najprej pomočni škof Tomažiču, Dobrica, tudi v Bolgariji. To se ve, kje je. Aha. Dobrica. Potem Štumpf, sedanji škof Rediško v Murski Soboti, je bil nekje v Afriki, neke škofije afriške. Ja, tudi Grmić je imel eno afriško škofijo. Tako da verjetno je malo škofov obiskalo svoje naslovne škofije. No, Stres pa jo je. Torej, vsak škof mora imeti svojo škofijo, tudi redni škof ima tak svojo Černiški. Ja, torej, malo ljudi ve pravzaprav, da je Prekmurje v času vaše mladosti, pa tudi še po drugi svetovni vojni, bilo uradno del madžarske škofije, somboteljske, ne samo v času okupacije, ampak tudi prej in pozneje. Kako se je to kaj občutilo, da uradno niste del cerkve na Slovenskem in da je lavantinski škof samo apostolski administrator? In ravno v času, ko ste vi bili župnik v Murski Soboti, je pa potem prišlo do spremembe tega stanja. Kako se je to zgodilo? Torej, še gor v nebesa kličem Mariji Tereziji, cesarici, da je ustanovila leta 1777 škofijo v Sombatelju in je s tem združila dolnji del Prekmurska z gornjim delom, da so vsi, torej Prekmurci, torej Porabje, to je del Prekmurja, ki je na Madžarskem. Tako da so bili razdeljeni dolnji Prekmurje pod Zagreb, gornje Prekmurje skupaj s Porabjem pod Žgör. Smo bili politično in cerkveno razdeljeni. Politično, to je bila Zala, županija Zalska, županija Komitat, tam pa železna škofija, Važvarski komitat. Torej politično razdeljeni in cerkveno razdeljeni, Prekmurci. Ona je ustanovila to škofijo Sombatelj, imela to pravico kot cesarica, apostolska cesarica, vendar papež je moral potrditi, ne, brez tega. In je potrdil Sombatelj. Tako smo potem vsi Prekmurci skupaj s Porabjem prišli v Sombateljsko škofijo enotno. Tam smo bili mi vse do tako imenovane priključitve Prekmurja Jugoslavije ali Sloveniji. Kdaj je bilo to? Poglejte, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, SHS,
je bila ustanovljena 1. decembra 1918. Mnogi pozabijo, da takrat Prekmurje je še bilo pod Madžarsko. Poglejte samo, v Murski Soboti, v začetku leta 1919, je bila bitka, mala bitka med madžarskimi vojaki pa med srbskimi oficirji. So padli 3 oficirji. Torej, tako so Madžari držali še leta 19. Komaj 17. avgusta 1919 je Prekmurje bilo priključeno, ker je srbska vojska brez odpora zasedla Prekmurje. Vse seveda do Monoštra pa ni moglo priti, ampak je. Tako da smo Prekmurci bili priključeni in vsako leto, celo je to zapisano v družinskem koledarju, pa tudi bogoslužnem, 17. avgust, priključitev Prekmurja k Sloveniji. Ampak administratura smo bili. Vse do 1. decembra 1923 sta bila generalna vikarija 2. Slepec v Murski Soboti, tam pa Štravs Lendava. En za zalski del, pa eden je za dolni, drugi pa gornji. Vse to pomislite, tako je škofija imela vse do 1. decembra 1923. Tako dolgo. Zakaj tudi? Veste, šlo je za to, kdo naj bi bil, tako rekoč, apostolski administrator Prekmurja ali škof. Tako da je potem nuncij komaj dosegel to, da je Prekmurje postalo brez porabja, da je postalo apostolska administratura lavantinske škofije. Vse dokler potem škof Držečnik ni dosegel v času koncila, je on šel na državno tajništvo, pa je prosil, da bi se v smislu koncilskih odlokov, da bi se meje politične, tudi cerkveno, nekako stikale, bili isto. Pa so mu na državnem tajništvu rekli, glede celovske škofije, graške celovške bo šlo, Prekmurja pa ne. Škof Držečnik, diplomat, pa že prej šel k škofu Kovaču, ki je bil tudi na koncilu, sombateljskemu škofu. Se pravi, to je bil še isti škof, ki je to je bil še isti škof, ki je vas posvetil v duhovnika. Ja, tale Kovač, Aleksander Kovač me je posvetil v duhovnika. On je bil takrat ravno v koncilu tudi. Pa je ravno bil nekaj bolehal, pa je ravno v sobi bil. Pa je škof Držek šel k njemu, ali ne bi vi pustili Prekmurja, da bi pravi, ich habe nicht dagegen, nimam nič proti temu. Vem, da otroci slišijo k materi. Podpisajte, podpišem. In je šel na državno tajništvo, rekel, kaj pa če že imam podpis škofa, a potem pa gre. In da tako on dosegel leta 1964, da je potem Prekmurje bilo sestavni del mariborsko-lavantinske škofije. Tako. Ja, se v Jugoslaviji je bil podoben primer tudi v Vojvodini, ki je tudi spadala pod madžarske škofije prej. Ja, no, mimogrede sva že omenila tudi to, da ste dejavni na literarnem področju, da ste svoje literarno delo posvetili tudi nekaterim prekmurskim velikanom. Eden takih je bil
že omenjeni Ivan Baša. Potem ste obdelali tudi življenje in delo obeh Kuzmičev, protestanta Števana in katoličana Mikloša. Nazadnje pa ste napisali roman o še četrtem velikem Prekmurcu, cerkvenem dostojanstveniku Francu Ivanociju, ki nažalost tudi po Sloveniji ni tako znan, kot bi lahko bil, in ste mu dali naslov temu romanu Ivanocijeva skrivnost. Lahko na kratko poveste, kakšna je vsebina tega romana oziroma v čem je Ivanocijeva skrivnost? Torej, rekli se 4. Veste, Mikloša in Števana v enem samem romanu. Ampak ona dva sta seveda dva. Oba dva, v enem romanu Po sledovi Zlatek Berca, oba dva. To je bil pravzaprav prvi roman. Ja. V tem opisujem tudi prizor, kako Mikloš Kuzmič pride od svetega Benigta v Kančevcih, tam je bil župnik vse življenje, od Benedikta tega Prekmurju, pride v Šurde, kjer je pa bil Štefan Kuzmič. Zakaj? Veste, takrat so smeli pred tolerančnim patent so smeli imeti evangeličani Božje službe v tako imenovanim artikularnim krajem, z artikulom, z členom določenim krajem. Tako bi bil Nemeščov, tako bi bil Šurd. V Šurd so se naselili prekmurski Slovenci, recimo v začetku 18. stoletja ali pa malo še prej. Tam je torej so bili Slovenci tako naseljeni v Šurdu in je tam Štefan Kuzmič naredil veliko delo, prevod Nove zaveze, Novi zakon. Izšel je 1771, zelo veliko delo. In opisujem v tem romanu, kako je prišel njegov bratranec Mikloš Kuzmič. In kako žena tega Števana, pastorja, vidi katoliškega duhovnika, ni ga poznala, pravi, joj, neki katoliški duhovnik, Bog nam pomaga. Svojemu možu rekla, ki je ravno končal, pridi Gospod Jezus. Tako se konča Novi zakon, Nova zaveza, skrivnostno razodetje, v znanost. Ravno je na glas rekel, pridi Gospod Jezus. Pa Mikloš pravi, jaz nisem Gospod Jezus. Sta se oba spoznala drug drugega. To opisujem. To je povzeto po virih ali je to sad vaše literarne domišljije? In potem opisujem tudi, ali se res prevajal z grščine. Ker Mikloš je pa prevajal iz latinščine, perikope nedeljske. Pa ga je rekel, kako imaš besedo za recimo, eno beseda ima različno besedo, kako bi rekel, štih probe je imel z njim. In so mi učitali, recimo, pastor Mihael Kuzmič, že umrl, Prekmurec doma blizu Sobote, je bil doktorat naredil, je bil v Zagrebu kot neke vrste pastor. On mi je učitelj, ker ga poznam, ko sem bil kaplan Murski Soboti, pravi, to ni res, da bi tako ekumensko oba delovala. Pa sem mu pokazal, Ivanocij je pa napisal
objavil v Sombateljski ujšak, je objavil starine, stare cerkve v Prekmurju. Je opisal zelo natančno. In kaj pravi v začetku? Pravi to, v tistem času, ko sta živela Mikloš Kuzmič pa Štefan, se pravi, sta bila povezana, zelo povezana. Takrat ni bilo nasprotja časopisne borbe ena proti drugim. Sem mu to pokazal, da Ivanovci, ki je tako natančno zgodovinar bil, torej je to zelo možno, da sem to opisal. Seveda tu je nekoliko fantazije, kako se temu reče v latinščini, licencija, poetika. Tako tudi v drugih romanih. Zgodovinske osebe so, vedno niso bile neme. Pisatelj jim v usta polaga besede in s tem dobi roman živost, živahnost. Torej, tam sem združil oba dva. No, potem sem napisal psalmi vaškega župnika, svojega krstitelja Ivana Bašo, predstavim v tem romanu. V tem romanu seveda je tudi resnično to, da so takrat, takoj po prvi svetovni vojni, razni prišleci, recimo z drugih dežel, so nekako izrivali prekmurščino. Celo banska uprava, Ban je prepovedala uporabljati katekizem, Bašov katekizem v prekmurščini. Ko je pa bilo 200 let, je bila prekmurščina tako knjižni jezik. To vse opisujem notri, ne. Potem pa v tem romanu, ko ste vprašali Ivanovčeva skrivnost, je pa to skrivnost. Ivanovci študiral na univerzi Budimpešti, na teološki fakulteti univerze. Doktor, njegova disertacija je bila klinopisni spomeniki in svetopismo. To sem prevedel tudi. Doktor, on je bil profesor dogmatike v Sombatelju na Visoki bogoslovni šoli. Sam piše, nič mi ni manjkalo, dobra plača, vse. Ampak pravi, bil sem tako rekoč osamljen tam, v Madžarskem. Škof Hidaši, to bi pomenil mostničar, most, Hit je most. Najbrž je bil Slovak. Ker Ivanovci v svoji kroniki vse slovanske škofe piše, zelo jih povzdigne v nebesa, povzdiguje. V madžarski škofi pa piše, da so bili liberalci. V enem, Bog mi ne zameri, v enem piše to, da je škof tiste duhovnike, župniki, niso bili liberalci, da je predstavljal. In znotraj piše za kazen, Bog mi naj zameri, pravi je potem na smrtni postelji tako preklinjal, kako svinjski pastir. Pamet ga je zapustila. Oprostite, dragi gledalci. Se bodo razumeli. Pač je bil skriv. No, potem pa je bila tišina, umr je župnik tam, Kolenko, pa je zaprosil za tišino. Še prej pa je bila Beltinci, še bolj znamenita para. Ker pa je bil on imenovan za Beltince župnika, preden je grofica dala svoj perditev,
bi kdo mislil, da so tukaj mahinacije, se je odpovedal Beltincem in je rajši šel na tišino. In piše sam, grem od službe teološkega profesorja, takole univerzitetnega profesora, grem v tiho vaško župnijo Tišine, zato ker ljubim svojo mater slovensko, bila vdova, in ker ljubim svoje ljudstvo. Skrivnost je tudi to, da je on tako ostro nastopal proti takrat liberalni vladi, da je koliko tisoče podpisov zbral proti liberalni vladi. Tako velik renome je imel. In da je on širil prek mohorske knjige družbe svetega Mohorja. Da je on javno glašal, tu so Slovenci, Slovenci smo, da so ga imeli celo za veleizdajalca, da se je sam ministrski predsednik zanimal za nekega baškega župnika Ivanocija in je pisal okrajnemu glavarju Murski Soboti pa velikemu županu Combatelj, treba je Ivanocija izolirati, nobene ptice s Štajersko imeti. On je pa imel z Mariborom štajerskem veze. Vsako leto je šel na dobne vaje v Maribor, za časa Ogrske. Ne imel zveze, k njemu so prihajali tudi v Tišino, seveda pod nadzorstvom madžarskih vojakov. Da so ga imeli za veleizdajalca, da on kot Mojzes, on hoče izvoljeno ljudstvo prekmursko izpod jarma egiptovskega, madžarskega pripeljati v Slovenijo in postati škof. So mu učitali. Zakaj? Ker škof Hidaši je svojega profesorja hotel naj bi takratni primas Hungarije, nadškof, da naj bi imenoval Ivanocija za ravnatelja Avgustinejev v Avstriji, na Dunaju. Vsak ravnatelj je postal škof. Torej on bil nekako že, da bi lahko bil škof na Madžarskem nekje. Kljub temu on šel rajši na Tišino. To je skrivnost. Kako se je on mogel tako boriti za slovenstvo. Čeprav so mu vsi učitelji nasprotovali. Zakaj poučuje verouk slovensko? Če celo to, zakaj spoveduje slovensko? Spoveduje. Zakaj ima napise na grobovih, pa v cerkvi napise prek v slovenščini? Torej, učitelji so ga tožili, nehno tožili. Tako da se on moral zagovarjati, pravi, ali je to greh, da jaz spovedujem slovensko, ali je to greh, da jaz poučujem otroke, veroučence slovensko. Pravi, toliko in toliko let sem poučeval otroke katekizem madžarščini. In kaj sem dosegel? Nič niso znali, niso razumeli verskih resnic. Se pravi, da sem zagrešil. In potem sem jaz svojega plana Klekla Jožefa plačeval, da je poučeval v prekmurščini, v slovenščini otroke. Zato je tudi izšel katekizem Bašov takrat, katekizem. In tako je potem, vidite, tožili so ga
da piše, veste, pomadžarili so takrat kraje prekmurske. Nemogoče. Recimo, primer vam povem, Mura Rev, Lendva Bašar, torej strahotne, Sarva Šlak. Sarv pomeni rog, rogaševci, Sarva Šlak, se pravi, torej neznosno ali pa torej taka čudna imena, da Ki jih nihče ni uporabljal. To je leta 1880, takrat, 90, takrat so na silo pomadžarili in so ji v noči učitali, da ona dva pišata po pošti slovenska imena. Ker so bila do tistega časa vsa slovenska imena z malo madžarsko končnico. Recimo Tešanovci, Ivanovci tam doma, on je bil Ivanovski. Ivanovci pomeni doma v Ivanovcih. Pa so to tudi spremenili in tako naprej. Torej vsa ta imena so bila, recimo Ižakovci, Odranci. To, ko vidite, to češ, da torej bil, kje je dobil on to moč? Vse do konca življenja so ga preganjali. Je pa res, da je potem sorazmerno mlad umrl, ne? Mislim, da 56 let star, ja. Ura poteka. Ja, toliko stvari bi se še dalo. Zdaj, rad bi vas vprašal še eno stvar, seveda niste samo sam pisatelj, ampak ste tudi odličen prevajalec iz kar več jezikov, zlasti iz madžarščine. Potem pa se ukvarjate tudi s sestavljanjem kronogramov. Pravzaprav ste, lahko rečemo mirno, največji mojster kronograma, tudi 3 zvezki vaših kronogramov in pa kronogramov, ki ste jih nabrali po Sloveniji, so že išli. Pa lahko poveste nekaj več našim gledalcem, najprej, kaj je to kronogram in kako se je začela ta vaša ljubezen do kronograma in kje ste se potem tako izmojstrili v sestavljanju kronogramov. 3 knjige so išle, ne, o kronogramih. Ko je šla prva knjiga, je prišla neka gospa, ki je bila sorodnica župnika Pogačarja. Torej, ta župnik je na tisoče in tisoče kronogramov v latinščini. Torej, živel je v tam 17. stoletju, 18. stoletju. On je, lahko rečemo, v Sloveniji največji teh sestavljavcev kronogramov. Kronos pomeni čas, gram pisati. Dobesedno to časopis, da lahko iz tiste črk, ki imajo vrednost, številčno vrednost, da iz te črk lahko razbereš letnico. Seveda ne sme manjkati nobena črka, ki ima številčno vrednost, pa tudi ne sme biti preveč, da bi recimo eno z rdečim poudaril, drugo en D bi poudaril z rdečim, drugo pa ne. M je 1000, D je 500, C je 100, L je 50 in tako dalje. To pomeni, da je lahko samo en M v kronogramu dejansko, včasih 2, no. Tako vidite, to je bil nekako moj hobi. Že od nekdaj sem občudoval te kronograme, bodisi v latinščini, pozneje tudi v slovenščini sem bral te po raznih kapelah, tudi v slovenščini. Največ pa je bila v latinščini, na raznih krajih. Pa sem mislil, kaj če bi tudi jaz kaj takega sestavil. Če večkrat to delaš, dobiš. No, potem prevajal sem iz madžarščine 3 romane. Najprej
Atila bič božji. Ta naslov so ji dala prekmurska založba sama. Pomurska, prekmurska. Zakaj? Naslov je pa v resnici nevedljiv človek. Nevedljiv človek. Pravi, človeka njegovo notno ni... Torej, glavna misel je tu, da neki pisar v Carigradu, Bizancu, se usužni pri Atilu. In tam neka emika, med njima čista ljubezen. Toda ta emika je rekla, če Atila to zve, da ti mene imaš rad, ti pisar, boš umrl, dal te bo križati. In na koncu, ko je bil pokop Atila, ko so ga pokapali, so že tisti, ki naj bi to izvršili, so morali iti spremljati, imeli vreče, da ne bi videli, kje so pokopali na dnu Tise Atilu. In med temi je bila tudi emika. Potem pa je tiho rekla temu pisarju, hitro menjajva. Ne, med tem je bil pisar, hočem reči. Sužen nad Atilo, on je bil sud na Atilovem dvoru. Ona pa pristopila k njemu, hitro meni. Meni daj to, pa je ona oblekla. In vse tiste so postrelili tudi to emiko. Torej, čudovite. No, potem drugi roman, ki sem ga preveril, pa Božji sužnji. Glavna misel je, da je neki vrtnar od svojega očeta dobil skrivnost, kako se parfum naredi iz rož. In na otoku, na Dunaju, na otoku en otok, kjer so naredili samostan, v katerem je živela kraljevska hčerka, svetnica danes, kdo enkrat januarja. In on je samo enkrat v življenju videl, ta vrtnar, je bil vrtnar tam, pri samostanu. In je taka lepa pisma pisal, recimo mornar po morju pride na otok in tam bo bele žene, nune mu rečejo, vse moraš pozabiti, čisto vse. On je pa rekel, vse pozabim, samo ene podobe, bele žene, nune pa ne morem pozabiti. Taka pisma. Nikoli niso prišli do Margite, sveta Margit. Enega juduje. No in tako se konča ta roman potem, da ko je bila na mrtvaškem odru ona svetnica, takrat je on celo življenje parfum hranil in je tisti parfum razlil na krsto njeno. Tretji roman pa je tudi Zlata krsta. To je pa zdaj išel lani, ne? Kako? To je pa išel šele lani, ne? Ja. Lansko leto je Ferenc Mora. išel Ferenc Mora, ja. Napisal pa sem ga prebral pred dobrimi 30 leti. Danes tega ne bi zmogel več. Prevod. Takrat je Pomurska založba že hotela izdati to, že bilo vse urejeno, pa so vrnili, mora biti iz tega razloga, da je preveč krščanska preganjanje. Da ne bi kdo mislil, da je takratna oblast preganjena. Dioklecijan od preročišča mu reče, če boš ti znal svojega sina, mlad Dioklecijan, vzgoj tako, da tvoj sin ne bo vedel, čigav sin je, potem bo on tvoj naslednik,
tebe bodo pokopali v Zlate krsti. To se je zgodilo, iztrgal ženi zgodovinsko priska, ženi iztrgal sina, ga dal v rejo sužnjo, do 20. leta ni znal, da je on ta sužen. Bil je Quintipor, Quintus Pepuer, Quintipor, kraljica. Vendar ena iz kraljevega rodu, hčerka Galerija, Titanila, med njima pa med tem sužnjem čista ljubezen. In na koncu, ko je bil 20 let star, je imel veliko denarja, skrivaj mu je pošiljal Dioclecian. Sta se pravi, jaz sem zaročena po sili z Maksencijem, ja. sina, pravi, z Galerijem, pravi, nikoli ni se me dotaknil. On je bil vojak. Ko je vprašala ta Titanila, pa ima ženska dušo. A kaj dušo, ženska nima dušo? Nikoli se ni dotaknil. Na koncu čudovit roman, razgovor med to Titanilo pa med ženo tega Diokleciana, ki je bila krščana, potem pa odpadla pozneje, ker so mahinacije poganski spečeni. Takole pravi, križ je imela, ki mu je dal tale Quintipor, dala mu ime granatni cvet. Ta postane kristjan v Rimu, nekemu Judu reče, odkupi sužnja z imenom granatni cvet in ga odpelje prek morja v leseni krsti na cesarski dvor k Titanili. Ko Dioklecian odpre krsto, vidi okrvavljenega, brez glave svojega sina. Razbije soho Jupitra in gre v Spalato in tam umre. Pokopali se ga v Zlati krsti, toda lesena krsta, krščanstvo je premagalo poganstvo. Lansko leto, 1700 let, odkar je Konstantin Veliki, v tem romanu tudi v Konstantin Veliki, torej nastopa pa Helena, mati cesarica, pa Konstancij Klor, oče od tega Konstantina Velikega, ki se je ločil od žene. Potem pa pravi, kljub temu, da sem imel drugo ženo, ampak pokopati Konstancij Klor, pokopati se bom dal pri Heleni. Vidite, no Konstantin Veliki, njega je tako dal krščanstvo svobodo. Torej, to so pa ti trije romani, ki ste jih prevedli iz madžarščine. Seveda bi se lahko še veliko pogovarjala, žal je čas omejen. Bi morda ob koncu želeli še kaj sporočiti gledalcem in gledalkam naše televizije Exodus? To bi rad povedal. Koliko ljudi, posebno bolniki, mi rečejo, hvala Bogu, da imamo Exodus, da lahko sledim sveto mašo. Pridige. Zdaj, ko sem recimo v posteli, ko ne morem v cerkev. Mladim duhovnikom bi pa rekel, carpe diem, izrabite čas. Recimo, če se odpovete televiziji, vsaj recimo, če gledate recimo 1 uro, pa gledate samo recimo 20 minut ali 10 minut, kar je najbolj važno, recimo dnevnik. Če se boste dobili čas, da lahko tudi kaj napišete in pa seveda
to bi dal mladim, to bi povedal, kako pravi, zlata hoja, zlata knjiga hoja za Kristusom, takole pravi, nikoli ne bodi brez dela. Beri, piši, moli. Na 3. mestu je moli. Sem gledal original latinski. Beri, piši, moli. Če bereš dobre knjige, svetopismo, druge, tudi moliš. Če pišeš kaj lepega, tudi moliš. Pa moli. Hvala lepa za te misli. Vi ste se seveda tega načela očitno vedno držali, ker ste ogromno morali prebrati, da ste lahko toliko napisali in gotovo je tudi vaše molitveno življenje zelo bogato. Jaz se vam zahvaljujem, da ste televizijo Exodus počastili s svojim obiskom. Mislim, da lahko to rečem v imenu vseh gledalk in gledalcev, ki so seveda veseli tudi, kadar mašujete v naši televizijski kapeli. In upam, da bova ta pogovor še nadaljevala, še kar nekaj tem je ostalo danes, pa upam, da se kmalu spet srečamo na tem mestu v studiu televizije Exodus. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost in vas vabim v našo družbo spet kmalu ob naslednji podobni priložnosti. Vse dobro in lep pozdrav.